Spoštovani gostje, cenjeni dobitniki priznanj, spoštovane občanke in občani. Praznujemo dan Rudolfa Maistra kot spomin na prelomne dogodke novembra 1918. Rudolf Maister je bil pravi človek na pravem mestu o pravem času. Pokazal je, da Slovenci nikakor nismo samo za hlapce rojeni in za hlapce vzgojeni, kot lahko beremo pri Cankarju, temveč znamo in zmoremo, če imamo voljo in pogum. Ni bil skromen v svojih ambicijah in čakal, kaj bo, temveč je zavrgel slovensko skromnost, ki meji na udinjanje drugim, in izvedel svetov nalogo ohranitve slovenskega ozemlja. Ko ga je politika izločila iz igre, se je pokazala kratkovidnost, ki je zapravila možnost priključitve Celovca z okolico. Praznik Rudolfa Maistra ni samo obujanje preteklosti, temveč je predvsem nauk za današnji čas. Nagovarja nas, če le želimo slišati. Namreč, veliko napako delata tako posameznik kot narod, če mislita, da bo kdo drug opravil delo. Kdor se zanaša na druge in ne na lastne sile, je obsojen na drobtinice z mize velikih. Ko človek pove, kaj je treba spremeniti, sliši, da so to že 20 let stari predlogi. Seveda, saj ravno to je bistvo vsega. Da se 20 let ne premakne od predloga do realizacije. Videti je, da uživamo v svoji nerealizaciji in pri tem tarnamo, kako si je še vsak polomil zobe na tem in tem področju. Vsi to vemo, a še kar rinemo naprej po istih vzorcih na ravni posvetov, okroglih mis, vizij in dragih strategij, tja do leta 2050, ne vemo pa niti, kaj bo leta 2018. Povrhu vsega so to vrstne vizije in strategije še predpisane z zakoni, da ja ne bo kdo ob zaslužek svojim prodajanjem megle. Uspešni bomo takrat, ko bo delo vrednota, ko bo cenjen tisti, ki je v življenju nekaj ustvaril, izboljšal in s tem skupnosti omogočil lepše življenje.
Napredek in razvoj je možno doseči samo s trdim delom in nikakor čez noč. Rešitve so zelo preproste, če jih želimo videti in omogočiti. Vsak zakon se da napisati tako, da omogoča dostojno življenje. Potem pa ga je treba tudi izvajati. Nihče ne bo naredil čudeža sam, le s skupnimi močmi je možen premik. A najprej je potreben premik v miselnosti. Društvo Generalmajster Kamnik predlaga, da v letu 2017 spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra prejme Anton Tone Smolnikar. V hiši citaj tekel, mira je mladih let, zato mi je še dražja, kot celi svet. Društva generala Maistra za Zasavje zato predlaga, da se Emilu Šternu podeli spominsko priznanje Rudolfa Maistra za leto 2017. Poka, pika, pok, pok, pika, poka, pika, poka, pika, poka, pika, pika, poka, pika, poka, pika, poka, poka, pika, poka, pika, poka, pika, poka, pika, pika, poka, pika, 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 poka, poka. Kdor le pika, pika in pa stoka, služil si bo komaj krop. Prav mladič tako naj poka, da odpada skače snop. Društvo Generalmajster Ljubljana predlaga, da spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra v letu 2017 prejme RTV Slovenija, tretji program Radia Slovenija, program Ars. Spoštovani, v Kamniku se leto začne in konča z Rudolfom Maistrom, saj marca praznujemo obletnico njegovega rojstva kot praznik občine, danes pa njegovo dejanje postavitve temeljev slovenski državnosti. Kamnik in Maribor sta tako neločljivo povezana in obe mesti se ponosno imenujeta Maistrovo mesto. Njo prvi spev je moj slavil, poslednji njej se bo glasil. In zadnji glasi ti mi bojo, Bog, čuvaj domovino mojo. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan. Trava nas zove, jadra narjove, Franci naj skrešijo trde podkve. Bratje, naprej. Mladi, da ste pripravljeni, meča ne dajte nikoli z desnice, naše pravice nikoli z zenice. Vranec naj zoblje osedlan, da se kot strela zaprašite in prevalite lažnike kamnite. Ko se okreše vaš dan. Nanj so ponosni tudi v Slovenski vojski, saj jim daje navdih za služenje domovini kot prvi slovenski general. Pa še en podatek sodi k današnjemu dnevu. V letošnjem letu nam je uspelo od župnije odkupiti preostali del pritličja generalove rojstne hiše v izmeri 74 kvadratnih metrov, tako da je občina sedaj lastnica celotnega pritličja. V ponedeljek so se začela dela in v doglednem času je pričakovati tudi zaključek. Maistrova rojstna hiša bo v še večjem obsegu kraj dogajanja in ohranjanja spomina. Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam
Rudolf Maister je bil sam. Sam s svojo idejo, s svojim pogumom. A njegova vera je bila tako močna, njegov pogum tako navdihujoč, da so mu mnogi sledili. Generalu Maistru, častnemu meščanu kamniškemu, osvoboditelju mariborskemu, junaku jugoslovanskemu, pesniku slovenskemu. Pokažimo še, da tudi mi zmoremo velika dejanja, ki povezujejo in gradijo našo lepšo domovino. Na koncu iskreno čestitam dobitnikom priznanj, saj so s svojim delom prispevali k priznavanju Rudolfa Maistra kot narodnega junaka, ki ne deli, temveč združuje. Vsem vam pa čestitam za današnji praznik, naj postane še bolj prepoznan v javnosti. Hvala.